Prihajam iz Fakultete za socialno delo, kjer poučujem področje socialnega dela s starimi ljudmi. Sem pa seveda tudi občanka Mestne občine Kranj, tako da me ta tema še posebej tudi osebno zanima, tako da se najlepše zahvaljujem organizatorjem tega foruma, še posebej direktorici Doma upokojencev Kranj, da imam priložnost predstaviti področje, s katerim se ukvarjam že več kot 20 let. Svojo predstavitev sem se nekako zamislila tako, da bi uvodoma na kratko predstavila sam koncept dolgotrajne oskrbe, ki se tiče tudi obstoječega predloga strategije občine. Potem bi na kratko predstavila tudi, kako se na fakulteti lotevamo raziskovanja tega področja in kaj prinesejo tovrstne raziskave, tako da bi na hitro predstavila zadnje 3 raziskave v 3 slovenskih občinah. Kar se tiče same dolgotrajne oskrbe, gre v bistvu za precej nov pojem, ki se pojavlja v literaturi v zadnjih dobrih 10 letih. Pri nas pa seveda je zelo povezan z naraščanjem starejšega prebivalstva. Sicer sama dolgotrajna oskrba v veliki meri obsega oskrbo starejših od 65 let, vendar vanjo niso vključeni zgolj ti ljudje, ta generacija, ampak vsi starejši od 18 let, ki na dolgi rok potrebujejo oskrbo drugih ljudi. Tako se mi zdi pomembno, da ta koncept dolgotrajne oskrbe tudi nekako vključimo v samo oskrbo mestne občine in da gledamo širši kontekst dolgotrajne oskrbe. Seveda potrebujemo krovni zakon, priprava, vemo, že več kot skoraj 2 desetletji tudi traja. Danes z novico odstopa Šarca verjetno bo se ta sprejem zakona še podaljšal, ampak moramo vztrajati, se mi zdi, da je vloga lokalnih skupnosti pri tem izredno pomembna in da občine imajo zelo veliko vlogo pri razvijanju tovrstnega področja, ker potrebe ljudi na terenu so že danes zelo resne, zelo hude in dejansko ljudje potrebujejo nadaljnji razvoj dolgotrajne oskrbe. Samo podaljševanje življenjske dobe in večanje števila ljudi starejših od 65 let v naši družbi je zgolj eden od dejavnikov, ki narekuje dolgotrajno oskrbo. Mogoče se tudi medijsko preveč poudarja zgolj ta dejavnik. Potrebno je gledati tudi druge spremembe v družbi, ki kažejo seveda na to, da se zmanjšuje delež aktivnega prebivalstva, ki lahko zagotavlja oskrbo ljudem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Treba je gledati tudi to, da se podaljšuje življenjska doba ljudi, na primer za kroničnimi boleznimi, kar v bistvu medicina s svojim razvojem omogoča. Potem je treba gledati tudi spremembe, ki se tičejo načina družinskega življenja. To, da družinski člani v sodobnem življenju izredno težko zagotavljajo na dolgi rok oskrbo tem ljudem, da je treba iskati formalne oblike, različne formalne načine oskrbovanja ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo in tako dalje. Se pravi, to je izredno kompleksno področje in ga moramo kot takega tudi tako razumeti. Zdaj, kaj v bistvu prinaša sama dolgotrajna oskrba? Prinaša veliko sprememb v samem konceptualnem smislu paradigme oskrbe. In sicer tudi na različnih področjih. Eno od teh je, da postaja vedno bolj pomembna vloga uporabnikov dolgotrajne oskrbe. Se pravi, da je to oskrba, ki izhaja iz potreb ljudi, da niso več strokovnjaki tisti, ki edini vedo, kaj ljudje potrebujejo. Ampak se strokovnjaki na osnovi potreb ljudi in njihovih življenjskih izkušenj tudi učijo in skupaj z njimi organizirajo nove oblike oskrbe. V Sloveniji zlasti ta del izredno pomemben, ker tradicionalno so pri nas domovi za stare tisti, ki organizirajo oskrbo, tako v instituciji kot izven institucije, ampak v bodoče zaradi seveda naraščanja števila starejših potrebujemo tudi nove oblike pomoči, nove storitve in to lahko dosežemo zgolj za to spremembo paradigme oskrbe. Tako da moramo nujno to vključiti tudi v bodoče strategije na ravni občine, na ravni države, kjerkoli pač prihajamo v stik z dolgotrajno oskrbo.
Dolgotrajna oskrba bo seveda tudi na strokovnem področju velike spremembe prinesla. Namreč do sedaj ta tradicija ločevanja zdravstva in sociale bo nujno mogla postati integrirana. Sodelovanje zdravstva in sociale je nujno. Sicer ne bomo mogli nekako poskrbeti za potrebe ljudi. Potem vloga neformalnih in formalnih oskrbovalcev. Vedno bolj dolgotrajni oskrbi postaja pomembna vloga neformalnih oskrbovalcev. Vprašanje pa je seveda, koliko država zdaj daje podporo neformalnim oskrbovalcem, koliko lahko na dolgi rok vzdržijo v tej oskrbi, kaj lahko občina pri tem naredi, tako da je nujno tudi ta kontekst zajet v načrtovanje strategije. Verjetno bodo spremembe tudi na ravni financiranja. Tukaj moramo počakati, kaj bo zakon prinesel, ampak izkušnje iz tujine kažejo, da je možno drugačno financiranje, kot smo ga do zdaj poznali. Lahko tudi, da se bomo mogoče odločili za to, da bodo imeli uporabniki dolgotrajne oskrbe večjo moč razporejanja denarja za storitve, ki jih bodo si nekako zagotavljali. Skratka, vloga uporabnikov dolgotrajne oskrbe se bo zagotovo spremenila, bo drugačna, kot jo danes poznamo. Večji delež, kot sem že prej rekla, ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, predstavljajo starejši od 65 let. Niso pa edini. In spremljanje tega trenda zadnjih let nekako kaže, da se naprimer v zadnjih 3 letih ta delež ljudi skokovito povečuje, naprimer za 10%, smo mi nekako ceno naredili. Zanimivo je tudi, da nimamo natančnih številk v Sloveniji, koliko ljudi sploh potrebuje dolgotrajno oskrbo. Imamo zgolj ocene. To se mi zdi še en tak zanimiv trend tega, kakšen odnos imamo do tega področja. Večina uporabnikov je ženskega spola, tudi zaradi tega, seveda, ker je največ uporabnikov starejših od 65 let, ampak to zagotovo narekuje tudi določene smernice razvoja in oskrbe. Tudi največ izvajalcev dolgotrajne oskrbe je ženskega spola. In to nekako zelo vpliva na ta razmerja nekako delovne aktivnosti, skrbi, formalne skrbi teh delavk za ljudi, ki rabijo dolgotrajne oskrbe in po možnosti potem še kot neformalne oskrbovalke te ženske skrbijo za svoje domače družinske člane. Ampak pustimo to temo, to je zgolj ena specifična tema, mogoče jo sam navržem za kasnejšo razpravo na okrogli mizi. Tisto, kar država je že v nacionalnih dokumentih sprejela, kam naj bi šel razvoj dolgotrajne oskrbe, je zapisano na tej desni strani. V prvi vrsti razvijati skupnostne oblike dolgotrajne oskrbe. To, kar poznamo danes, pomoč na domu, bodisi strani javnih služb ali privatnih servisov socialnih, to se bo moglo v bodoče veliko bolj razviti, kot danes to poznamo. Nove storitve, drugačne storitve, ki bodo dejansko učinkovito odgovarjale na potrebe ljudi. Druga stvar je pa seveda tudi razvoj institucionalne oskrbe. Tudi tukaj ne smemo pozabiti, da bo mogli iti za razvoj, za spremembe, zlasti v tem smislu, da bo življenje v instituciji postalo čim bolj podobno temu življenju, kot ga doma poznamo. Mi temu rečemo strokovnim izrazom normalizacija življenja. Ampak to narekuje zelo velike spremembe v domovih. Nekatere se že dogajajo, številni domovi postajajo, rečemo domovi 4. generacije kot gospodinjske skupnosti, manjše enote, maksimalno do 20 ljudi v eni enoti, ampak gradnja takega doma, kot se zdaj predvideva, 170 kapaciteta plus še 20 dodatnih, je nekaj, kar ne ustreza temu konceptu dolgotrajne oskrbe, kot ga je naša država že sprejela. Mogoče na hitro temle vidim, da nimam več časa, ampak kako se lotiti dejansko prave poti strategije. Mi smo na fakulteti tudi eno metodologijo razvili, ni mogoče časa, da bi res vam predstavljali natančno, ampak izhaja zelo iz tega, kaj ljudje potrebujejo. Izhaja iz ljudi na terenu. Sam na kratko vam predstavim eno veliko občino, Mestno občino Ljubljana, kaj smo tam dali kot predloge, in 2 manjši občini, občini Straža in Žirovnica. Tole samo na primeru nastanitvenih oblik, ko rečemo, stari ljudje živijo ali doma ali pa v inštituciji. Ne, še cela paleta drugih možnosti obstaja. In ko smo mi gledali v Mestni občini Ljubljana, kaj od tega je na voljo, smo ugotovili, da za stare ljudi ni nič. Kaj bi rabili, zlasti ljudje z demenco? Rabili bi razne oblike življenja.
Zakon o socialnem varstvu iz leta 1992 že omogoča tako imenovano rejništvo za starejše. Ni se razvilo. Zakaj ne bi poskusili? Mogoče se pa bo. Potem kratkotrajne namestitve, ne vem, krizni centri, pribežališča, zatočišča, številni stari ljudje se pred nasiljem zatečejo danes v domove za stare, ker nimajo drugam iti. Ampak to niso učinkoviti odgovori, ne. Glede preživljanja prostega časa imamo tudi celo paleto možnosti, ki lahko razvijamo jih za starejše, ne. Tudi za ljudi z demenco. Zakaj ne bi omogočali jim izobraževanja? Vedno več je mlajših od 60 let, ki ima demenco, ki potrebujejo neke druge, nove oblike pomoči. Danes je tako, če dobijo kot delovno aktivni diagnozo, morajo iti invalidsko v pokoj. Tujina tega ne pozna. Tujina omogoča tem ljudem ostati na delovnem mestu, prilagoditi delovno mesto in tako dalje. Samo hočem povedati, kako velikokrat v Sloveniji obstajamo nekako v enih zaprtih pogledih, namesto da bi bili fleksibilni in razvijali neke nove storitve, neke nove oblike pomoči. Dve manjši občini sta začutili v Sloveniji, da potrebujeta dati neke nove odgovore ljudem. Vidite, Straža pa Žirovnica na dveh različnih lokacijah v Sloveniji. Zelo v kratkem času smo se lotili raziskovanja njihove situacije. Prebirali smo najprej obstoječe dokumente, kaj že imajo, jih analizirali, izvedeli fokusne skupine, skupinske intervjuje, individualne intervjuje z ljudmi na terenu. Ugotovili, na primer, v Straži, da je lekarna tista, ki v občini najbolj pozna situacijo starejših na terenu. Nikoli si ne bi mislili, ampak vodja lekarne je poznala bolj stvari kot patronažne sestre, kot socialne delavke, čudovita terenska delavka. V Žirovnici občanke, ki delajo v Karitasu, najbolj poznajo situacijo ljudi na terenu. Skratka, treba je najti ljudi, ki res dobro poznajo situacijo, potem pa predvsem analizirati podatke, ki jih imamo. SURS, Statistični urad Republike Slovenije, ogromno podatkov uporabnih navaja, pa ne samo, kar se tiče deleža starejših v neki občini. To je samo en segment. Treba je pogledati tudi, koliko je delovno aktivnih, kje ti ljudje delajo, ali se vozijo na delovno mesto, ali ostajajo v občini, ker če dnevno migrirajo, potem nimajo možnosti skrbeti za svoje domače družinske člane. Treba je pogledati, kakšna je stopnja brezposelnosti, upoštevati trende. To so vse podatki, ki so pomembni za strategijo. Treba je, na primer, pogledati tudi, kakšna je revščina. Iz Žirovnice smo se naučili, da je na Gorenjskem očitno zelo prikrita. Ljudi je sram priznati, da so revni, čeprav živijo v zelo slabih, revnih življenjskih pogojih. Ampak če tega ne vemo, kako bomo načrtovali nove storitve, kako jih bodo ljudje plačevali, kdo jim bo pri tem pomagal. Skratka, to je samo en tak majčken delček tega raziskovanja, ki se mi zdi, da je zelo pomemben pri pisanju strategije. Mogoče za konec, do česa smo prišli. Ja, v obeh občinah so predlagali najprej gradnjo doma. Na koncu, ko so videli analizo, ko so slišali mnenje ljudi, so prišli do tega, da dom kot tak ni dovolj, da je treba zgraditi nek center za starejše ali gerontološki center, kakorkoli želite temu reči. Nek center, ki bo v središču mesta, kamor bojo ljudje, tako starejši kot tudi druge generacije, radi prihajali, kjer bodo dobili storitve, ki jih rabijo, ki bodo imele tudi namestitve, ampak bodo nekaterim tudi omogočale življenje v domačem okolju, ki bodo tudi dale podporo neformalnim oskrbovalcem, ki bodo tudi izobraževale tako formalne kot neformalne oskrbovalce, skratka združenje, združevati stvari. Ko sem brala ta predlog strategije, se mi zdi, da je zelo ločeno napisano, kdo bo za kaj poskrbel. Treba je povezati med sabo službe, stroko, saj vsi delamo za dobro ljudi. Tako da jaz bi pričakovala, če so možne še spremembe, zlasti v tem, da se povezuje. Prej smo slišali samo to, no, en primer, ne znam biti drugače kot konkretna, mogoče to ni v redu, ampak medgeneracijski center, super, krasno, zelo gre v slogu tega, kar država načrtuje, podpremo vsi, ampak ne bo tako načrtovano, da to, kar se že danes v medgeneracijskem centru dogaja, da se to združi, da se to nadaljuje, ne pa, da bo to zdaj en ločen del, mogoče je tudi zamišljeno tako, samo jaz tega nisem tako prebrala, mogoče tudi do drug,
Tako da si želim, da bi bila ta strategija prvič, da ne bi v imenu problematike starejših vsebovala, ker vendarle moramo biti ponosni na to, da smo starajoča se družba. To je en velik dosežek naše civilizacije. In ne pisati strategij kot problematike, ampak kot nekaj, na kar smo ponosni. Ker če bomo vsi ponosni na to, vse generacije, pol bomo staranje tudi sprejeli, dokler bomo pa ločevali se med sabo, ne bomo. In seveda, strategija, ki bo izhajala iz potreb ljudi, iz tega, kar dejansko rabijo, si želijo in bomo vsi z njo zadovoljni. Hvala lepa.